primanjkljaj vode v vegetacijski sezoni je letošnje leto nekako približuje se primanjkljaju letu 2003, ko smo v Sloveniji beležili največjo katastrofalno kmetijsko sušo od leta 1961 dalje. Najbolj prizadeti sta koruza in zelenjava, na izpostavljenih območjih pa tudi sadno drevje in vinska trta, pravijo strokovnjaki. Večina živinorejskih kmetij pa se ukvarja z velikim pomanjkanjem krme. Pašniki so goli, kositi ni kaj, pravi Peter Malenšek iz Malin pri Semiču, ki ima 40 glav govedi, ovce in konje. Situacija je grozna, katastrofalna. Tu pri nas ni bilo že mogoče 3 tedne niti kapljice dežja. Zato je danes županja Polona Kambič razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na celotnem območju občine Semič. Sicer pa se je suša začela že zgodaj spomladi. In je seno zraslo polovično od lanskega, tako da imamo pridelka sena pol manj kot lansko leto. Sedaj pa morajo živino na pašnikih krmiti, saj nima kaj pasti. Na travnikih pa ni kaj kositi. Druge košnje ni. Ni košnje, ni paše, tako da me je strah zime, ker ne vemo, kako bomo preživeli zimo. Ljudje že povprašujejo po senu, a ga nikje kupiti, dodaja Malenšek, ki vsak dan na pašnike vozi seno in vodo iz domačega vodovoda. Ena krava na dan spije od 120 do 150 litrov vode sedaj v tej suši. Suši, ki je še posebej vidna na hribovitem kraškem terenu Bele krajine. Suši se vse, breze po teh stevnikih naših so rjave, se sušijo, listi odpada, ne vem, če bojo sploh drugo leto odgnale. Obilnejših padavin pa ni na vidiku. Zato kmetje že razmišljajo o zmanjševanju glav živine, se ne bodo imeli dovolj krme za zimo. Če bi bila dež zdaj v kratkem, bi jesenska paša in mogoče ta Otavič, tretja košnja, bo druga, ne tretja, ker druge ni, mogoče še kaj nadoknadil sem, zgleda pa je to zdaj že v taki fazi, da je vse zgorelo in da se ne bo več letos strav narušil, ki je dosti moglo pomoč. Kmetje pa se tudi sprašujejo, ali je v tej suši sploh smiselno še kaj sejati na strnišča. Kmetijski strokovnjaki priporočajo strnične dosevke, ki terjajo manjše količine vode in so bolj odporni na sušne razmere. Mednje sodita proso in predvsem sudanska trava. To je rastlina, ki je zdaj še možno sejati tako, da bi dala 1 do 2 odkosa v tem jesenskem obdobju, ko pričakujemo, da bodo padavine vendarle prišle. Pomembno pa je, kako obdelujemo tla, kjer bomo sejali, pravi Strgulčeva. Oranje v tem primeru ne moramo priporočati, ker je prevelika izguba vlage, pač pa samo rahljanje, zmanjšana obdelava. Posevke pa je treba povaljati, tako da se vlaga prenese do semena, dodaja Strgulčeva.